Gospod Jelinčič, dobili ste se s premijerom Borutom Pahorjem, pogovarjali ste se zdaj dejansko po situaciji, ko je Desus nekako že šel iz koalicije, ter seveda tudi o notranji ministrici Katarini Kresal. Kaj ste se v bistvu pogovarjala? No, kar se tiče Katarine Kresal, sva se pogovarjala o tem, da bi morala odstopiti, da bi jo enostavno moral vreči na cesto, kajti zadnje poročilo predsednika Računskega sodišča je pravzaprav grozljivo. Gospod Šoltes je napisal v zvezi z nacionalnim preiskovalnim uradom takšne zadeve, ki neke ministrice ne bi smeli več obdržati na tem mestu. Pahor je rekel, da bo o tej zadevi premislil in bomo videli, kaj se bo zgodilo. Druga zadeva, o kateri sva govorila, je bila referendumska kampanja in v tem primeru sem jaz rekel, da razumem, da je potrebno speljati pokojninsko reformo, vendar ne na tak način, kot so se lotili v vladi, kar kaže, da v vladi nimajo sposobnih ljudi. Tretja zadeva je bil referendum o delu na črno. Tle sem jaz pohvalil eno samo zadevo v zakonu in to je, da so noter vključili carinsko službo, carino kot zagotovo najbolj kompetentno ustanovo v Sloveniji za kontrolo in za preprečevanje kriminalnih dejanj. Policija carini ne seže niti do kolen. Nadaljni razgovori so bili tudi o novem letalskem muzeju, ki še ideja ni umrla, ampak gre dalje. Jaz sem dobil novega investitorja, to je ena angleška finančna organizacija oziroma družba, ki je pripravljena v Sloveniji to narediti. Investicija je tam okrog $500 milijarde, zdaj bom pripeljal tudi tistega bodočega verjetnega investitorja k Pahorju, da se bosta tudi ona dva direktno pomenila v teh zadevah. Govorili smo tudi o spremembi volilnega sistema, kajti smiselno bi bilo, da se črtajo volilni okraji in ostanejo samo volilne enote, v katerih vsaka politična stranka da svoje kandidate na listo, tako da se lahko ljudje mirno odločajo za tistega, ki ga poznajo. Vsaka stranka bo imela listo in vsak bo vedel, kdo bo prišel noter, če ga bo volil. Kar se tiče tega volilnega sistema, je logično, da je rekel, da tudi da mu v njegovi stranki niso za to, da bi to šlo, kar je razumljivo. Kajti zdaj je bila prilika, da je v parlament prišel kakšen klukec, ki ni delal ničesar. Sedel je tam, čohal se je po boljši polovici hrbta in dobival denar. Tako da zdaj ti ljudje ne bi več mogli priti v parlament. Rekel sem, da v primeru, če pač ne razumejo drugače, ne jim pove, da v primeru, če bodo glasovali proti temu zakonu, jih ne bo dal več na listo. Tako se vsaj dela v demokracijah na Zahodu. Kar se tiče predčasnih volitev, sem rekel, da po moje nikakor ni možnosti za predčasne volitve, kajti noben od poslancev ne bo šel rezati veje, na kateri sedi. In kot primer pride kakšen poslanec domov, ki prej ni imel nobene dobre službe in reče ženi, veš kaj žena, jaz bom šel na predčasne volitve, bom glasoval za, bom zgubil sicer enih 50 000 € plače do drugega leta, do počitnic, ampak sej ni važno. Vsaka pametna žena ga bo s flašo po glavi. No, to je bilo potem pa, kaj smo še govorila, še kakšne te občasne zadeve, splošno politično situacijo, potem malo sva obdelovala evropsko situacijo, kajti Evropa se krha, evro se krha, verjetno bodo vrgli ven Grčijo iz evroobmočja. Slovenija bo prenehala Grčiji izplačevati tisto pomoč, ki smo jo tako velikodušno dali, s tem, da imamo sami finančne luknje in tako naprej. Tudi o tem sva govorila, kako mu pravzaprav določeni krogi, ne iz desne strani, ampak z leve strani, strežejo po poziciji in po političnem življenju. Tako da kar veliko sva se pogovarjala in v bistvu jaz mislim, da je bil zelo dober pogovor. Pod vprašanje, nekateri mediji so špekulirali, o tem vi ste sicer to vehementno zavrnili, SNS ne razmišlja, da bi slučajno vstopila v to koalicijo. Ne, to ni šanse. Dejstvo je tudi, da koalicija bo delovala naprej.
Gospod Erjavec je izstopil samo pro forma, njegov minister ostaja, njegov podpredsednik državnega zbora ostaja, sekretarji ostajajo, praktično se ne bo nič spremenilo. Pa še ena zadeva je, vkolikor Desus ne bo zagotovil pravih glasov, bo te glasove dala Slovenska ljudska stranka, kot je to počela praktično že ves čas.